Glejte, vi ste sedaj samostojna poslanka. Kako gledate na delovanje parlamentarnih preiskovalnih komisij v sedanjem mandatu? Vi ste vodili eno. Ja, v vsakem primeru so parlamentarne preiskovalne komisije seveda najprej namenjene nekemu političnemu šovu, bom kar preprosto povedala, tudi zato, da se obračunava ali pa ne obračunava z pričami, nepričami ali pa s temami. To je pač del te, bom rekla, neke vrste politične arene, političnega cirkusa v Sloveniji. V to smer so parlamentarne preiskave šle. Po mojem mnenju imajo tudi parlamentarne preiskave pretirana pooblastila, da dostopajo do nekih dokumentov. Gre vendarle za politično preiskavo, ne gre za kazenski pregon, ampak politično preiskavo, ki ima večja pooblastila, denimo kot NPU. Kriminalisti morajo zato, da zasežejo neko dokumentacijo, imeti odredbo sodišča, parlamentarci te odredbe ne potrebujejo. In če me pa direktno vprašate, kako gledam pa na te preiskovalke... Preiskovalno, ki ste jo vi sami vodili in... Pa lahko rečem, za to, ki sem jo vodila sama, je bila namenjena temu, da se pač na nek način obračuna z političnim nasprotnikom, stranko SDS. Vas to takrat ni motilo, ko ste prevzeli? Ne, še vedno me ne moti, zaradi tega, ker se mi je zdela ta preiskava in se mi še vedno zdi utemeljena. Skratka, meni se zdi z političnega vidika preiskati morebiti sporno financiranje političnih strank zelo umestno, ker mislim, da je zakonodaja tukaj pri nas premalo transparentna ali pa prešibka, skratka, in bi jo bilo treba na nek način spremeniti. Tudi temu so namenjene parlamentarne preiskave. Torej, če me pa vprašate v zvezi z komisijo, ki je do nedavnega vodil kolega Lamut, zdaj pa kolega Aleš Rezar, torej komisijo, ki se ukvarja z sumi vdora, vplivanja na policijo, pa je moja ocena in moje mnenje to, da je bila ta komisija zares ustanovljena zgolj in samo zato, da se očrni in kaznuje gospoda Lindava in gospod Tatjano Bobnar. Mislim, to sem globoko prepričana. Tako da to mislimo o teh preiskovalnih komisijah. Najlepša hvala, da ste bili naša gosta.